Na naši strani smo do sedaj opisali že kar nekaj primerkov slušalk, a vse to je sodilo v rang gaming periferije, ki od vedno poskuša ujeti dobro ravnotežje med zmogljivostjo in ceno, medtem ko na področje premium izdelkov še nismo skočili. Takšni izdelki namreč nekoliko odstopajo od do sedaj opisanih izdelkov, saj cena ni več tako pomemben faktor. Kupci premium slušalk tako iščejo izdelke v vrednosti vsaj 400 €, od teh pa upravičeno pričakujejo elegantnost, udobnost in odlično zvočno sliko. In nedavno izdane Sonyjeve slušalke VH1000XM5 vse to tudi dostavijo. Pri premium izdelkih se zabava začne že pri pakiranju. Ta velikokrat zapostavljen element vsakega izdelka naredi pomemben prvi vtis in VH1000XM5 se nam tako priljubijo že na prvi otip. Slušalke se nahajajo v elegantni bež torbici, poleg priložene dokumentacije pa pod skrivnim predalčkom najdemo še USB-C kabel, ki nam bo služil samo za polnjenje, saj so slušalke drugače povsem brezžične. Barva slušalk na to sovpada z barvno podobo torbice. Naš testni primerek je bil prav tako bež barve in priznati moram, da so to verjetno ene od najbolj elegantnih slušalk, ki sem jih do sedaj prijel v roke. Zadnja stran naušnikov je narejena iz trde plastike, sprednji del pa ob stranicah nosi kvalitetno usnje, katero se na to nahaja tudi na obroču. Notranjo slušalk prekriva mreža, slušalke pa za prilagajanje enostavno razpotegnemo iz obroča, kar se zgodi povsem neslišno. Eleganca se nadaljuje tudi pri gumbih. V bistvu na slušalkah najdemo samo dva in oba se nahajata na levi strani. Z enim preklopimo v način okoljskega zvoka, z drugim pa slušalke prižgajamo in tudi omogočimo parjanje z napravami. VH1000XM5 lahko naenkrat sparimo z dvema napravama, to pa naredimo preko povezave Bluetooth 5.2, same slušalke pa ne vsebujejo svojega namenskega sprejemnika. Od vhodov se pod gumbi nahaja en 3,5 mm priklop za kabel in USB-C vhod, ki ga lahko izrabimo za polnjenje. Mikrofoni so vgrajeni v same slušalke in na celih slušalkah so kar 4, zaradi česar bo naša govorjena beseda preko telefonskih pogovorov ali Discorda kristalno čista. Kljub vsem tem vgrajenim zadevam so slušalke presenetljivo lahke, saj tehtajo samo 250 gramov. Že ko pogledaš VH1000XM5 oddaleč, ti je jasno, da bo tole izjemno udobna zadeva in ko si jih natakneš na glavo, je ta teza brž potrjena. Na glavni trak se prilagodi praktično vsaki velikosti, naušniki pa so zahvaljujoč usnju izjemno udobni in lepo zadušijo zvok, se dobro prilagodijo glavi, a kljub temu nikoli res ne čutiš pritiska nikjer. Ne na uhlih, ne na vrhu glave, kamor se navadno pri drugih slušalkah usede obroč. Občutek nošenja je tako resnično udoben in slušalka lahko brez večjih skrbi vzamete na pot, a se je pametno izogibati dežju, saj ne nosijo prav nobene IPX zaščite. Karkoli boste zavrteli na VH1000XM5, vse bo odlično. Pri testiranju sem si zavrtel Stickel's The Only Thing They Fear Is You, ki je uradna skladba igre Doom Eternal, in povedati vam moram, da sem samo zaradi te fenomenalne zvočne izkušnje začel ponovno nalagati igro. Visoki in srednji toni so izjemni, a zagotovo se najbolj izkažejo basi, ki vam bodo hitro pretresli možgane. Odlično zvočno izkušnjo prekaša morda samo aktivni preklic okoljskega zvoka, ki je preprosto neverjeten. Na ta način lahko preklopimo z namensko tipko in funkcija resnično zaduši vse zvoke okolice, sem notri pa ne prištevam samo prometa in govoričenja drugih ljudi, ampak tudi bolj glasne zvoke. Osebno imam doma zoprno glasno klimo, ki se nahaja praktično takoj ob računalniku in slušalkam je uspelo zadušiti tudi takšno rohnenje. Glede na opisano bi zdaj pričakovali, da so VH1000XM5 nek bav, ki zahtevajo ogromno prilagoditev in ur učenja uporabe, a temu ni tako. Res je, da lahko snamemo aplikacijo in preko te prilagajamo razne funkcije in nivo zvočnih izkušenj, a slušalke že privzeto delujejo povsem enostavno. Povežemo jih preko Bluetootha in vse nastavitve so že uveljavljene, tako da že od začetka dobimo odlično zvočno izkušnjo, brez da bi morali delati kakšne dodatne nastavitve. Vseeno pa je pametno prelistati uporabniški priročnik, saj se tam nahaja ogromno priročnih nasvetov za upravljanje. VH1000XM5 namreč ne vsebujejo veliko gumbov in vse funkcije prilagajamo preko zunanjega dela slušalk, ki so občutljive na dotik. Za zvišanje in nižanje glasnosti tako podrsamo s prstom navzgor in navzdol, za pauziranje predvajane skladbe dvakrat tapnemo slušalko, če pa želimo zadušiti zvok predvajanega, pa preprosto slušalko prekrijemo z dlanjo. Eno polnjenje nam z vključenim aktivnim preklicem zvoka zadostuje za nekje 30 ur uporabe. Če pa to funkcijo izključimo, lahko eno polnjenje razpotegnemo na 40 ur. Ni slabo, a konkurenca je že začela presegati tudi te številke. Aplikacija v sebi skriva še eno presenečenje, saj se zna prilagoditi vaši
okolici glede na vaše navade. Tako slušalke v premikanju zaznajo sprehod do šole ali nazaj, takrat pa bodo prepuščale več zvoka, tako da vas slučajno kje ne zbije kakšen divji dostavljalec volta. Če pa zaznajo, da ste v pisarni, lahko izklopijo zunanje zvoke, kar vam omogoča boljšo osredotočenost. Vse to lahko prilagodite znotraj aplikacije, ki tako postane skoraj vaš obvezni spremljevalec. Skratka, Sonyjeve slušalke VH1000XM5 so praktično popolne v vseh pogledih. Morda bo kdo grdo pogledal na manje gumbov in dejstvo, da vse prilagajate preko kontrol na dotik, in morda bi bil res čas, da bi Sony vpeljal vsaj zaščito proti dežju. A vse to pozabimo ob naravnost odlični zvočni sliki in skoraj perfektnem udušenju zunanjega zvoka. VH1000XM5 zase sicer zahtevajo 400 €, a to cenovno nalepko tudi upravičijo. In če iščete nekaj res tehnološko naprednega in udobnega, potem si lahko VH1000XM5 privoščite brez odlašanja. Tako, še en posnetek je za nami, upamo, da vam je bil všeč, kot vedno vas vabimo na komentiranje in všečkanje, ter seveda tisti najbolj strastni se lahko tudi naročite na naš kanal. Se vidimo v naslednjem posnetku.